namreč bilo pač mogoče prenašati obnečega ljubstva in njegove domačijske kulture, pristne oziroma neponarejene so lahko bile nove estetske vrednote in sanje preživeti družbe. ki je vodila do evropske umetniške ravni, svojo veselo ustvarjalno energijo pa dinamizirali domače kulturno prizorišče. Slovenska ustvarjalnost je v tem času dosegla enega svojih zgodovinskih vrhov in se oblikovala se tudi domala ves kulturni aparat, ki pritiče razvitega naroda, vključno z narodno galerijo, ki je praznuje 90-letnico obstoja. Razumljivo je, da razstava s svojimi eksponati kupuje obiskovalce najprej enkrat umetniško doživeti. V zvezi s tem lahko reče, da nas prevzema predah in neverjetna vztrajnost, s katerima so umetniki premagovali vstopo tedanje knjižne loče, kot se izrazijo, ter odjake vode v modernemu klubi, dosledne zlasti iskanja posebnega slovenskega umetniškega izraza. Ta imenitna razstava, ki je odpirala v času našega predsedovanja Evropske unije, je bila skoraj nujnost. Ne le za tuje goste, ki bodo obiskali Ljubljano v tem letu, ampak predvsem za vso slovensko javnost, ki se lahko v dolgih desetletjih znova in tudi na povsem drugačen način sreča središčno točko slovensko kulturne umetnosti. Čestitamo avtorju razstave, katero umetniško bogastvo in kulturno-politično sporočilo bosta gotovo ponudila prazna mesta v naši javni zavesti. S tem odpirajo razstave.